Dober dan iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Zdaj je znano, kako draga stranka je Desus. Potem, ko je SD zares LDS in Desusu do zaključka usklajevanj glede koalicijske pogodbe ostalo le še poglavje o pokojninah, so včeraj dorekli tudi to področje. Prmejduš naslednje leto bo tako k najnižjim pokojninam v 2 delih izplačan dodatek. Pogajalec iz vrst socialnih demokratov Miloš Pavlica je pojasnil, za kakšne zneske gre, čeprav smo to nekateri že vedeli prej. Pa zmenili smo se, da bomo napravili do konca. Pa kaj pol? Daj pokaž, kakšni zneski. Limit je za leto 2009 je limit 60 milijonov evrov, s tem, da bojo najnižje pokojnine dobile 300 milijonov evrov v 2 obrokih. 300 evrov. Pardon, ja, 300 gremo še enkrat. Veliko denarja je. Koliko bo to stalo? Ja, skupaj bo stalo to 60 milijonov, s tem, da bojo upokojenci z najnižjimi pokojninami dobili 2x po 150 evrov v 2 obrokih januarja in septembra. Ljubljanski Zoran, župan Janković zatrjuje... Mislim, si resen malo, no? Pardon. Peter Vilfan zatrjuje... Alo, cajt gre. Pardon. Majda Širca zatrjuje, da stranka... Alo, a bo še nekaj se zabavati? Gremo. Borut Pahor zatrjuje, da stranka upokojencev v koalicijskih pogajanjih ni izsiljevala. Končno. Torej, naj vam povem, da, in to bo kolega Pavlica potrdil, da so naši pogajalci imeli mandat, da vkolikor dr. Križanič, magistr Gaspari in kolega Pavlica ne bi ugotovili z izračuni, deloma smo jih naredili tudi mi, da je končni kompromis javnofinančno sprejemljiv, vzdržen, da to pomeni odstop od nadaljnih pogovorov z stranko Desus. Samo pod pogojem, da je vzdržen, smo pristali na ta kompromis. Najverjetnejši Borut, mandatar Pahor, pa ob tem opozarja, da bi se lahko ob spremenjenih finančnih okoliščinah spremenili tudi ukrepi zapisani v koalicijski pogodbi. Verjetno koalicijo pa zdaj čakajo kadrovski pogovori. Pahor na prihodnost gleda z optimizmom. Pred volitvami me je mnogo ljudi vprašalo, ali se zavedam, kakšno odgovornost sprejemam za vodenje države v primeru, da zmagamo na volitvah, glede na to, da nas čakajo take negotovosti, kot smo jim zdaj priča. In moj odgovor je bil, prav zato si želim, da bi to odgovornost prevzeli in če mi bo državni zbor zaupal mandat, se tudi veselim. Novinar Dnevnika Rok Praprotnik koalicijska dogovarjanja ocenjuje takole. Seveda je očitno Borut Pahor postal najverjetnejši mandatar z najdaljšim stažem do zdaj. Ta vlada se, imam občutek, sorazmerno dolgo sestavlja in pogajanja, po mojem mnenju, je v tem času, v teh okoliščinah popolnoma neprimerno, da se sučejo predvsem okoli pokojnin. Takšna stvar v teh razmerah, po mojem, ni na mestu in upravičujejo se napovedi, da bo Desus pač drag koalicijski partner. Svoje mnenje je podal tudi sociolog Matej Makarovič. Desus se je nekako iz Janševe vlade navadil, da lahko uveljavlja svoje interese kar precej učinkovito. Tega, kar v vladah pod LDS-om ni mogel početi, je lahko počel v vladi, ki jo je vodila SDS. In zdaj seveda vsaj predsednik Erjavec poskušal nekako, kolikor se da ta vzorec prenesti tudi v novo vlado. Gremo malo jamrati. Snemi! Pesimistični glede prihodnosti so ekonomisti in gospodarstveniki. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je potekala konferenca z naslovom Gospodarska kriza in Slovenija. Dekan Ekonomske fakultete Dušan Mramor je takole ocenil možne posledice gospodarske krize. Ojoj. Ja, kako je nam hudo. Jamr. Lahko pride do zelo globokih sprememb, če ne bo hitrega odziva. Ni lahko recimo samo na področju lastništva, ki se lahko popolnoma spremeni v taki situaciji. Smo priča, da so recimo slovenska podjetja v rokah tujcev, recimo predvsem Indijcev, Kitajcev in tako naprej, kjer pride do popolnoma druge kulture
upravljanja, vodenja podjetij, odnosov med ljudmi, kar lahko povzroči zelo velike spremembe. Ej, Kitajci prihajajo, Indijci prihajajo. Enega lepega dne bo prišel do tebe in rekel: "Excuse me, sir, do you mind if you give me your money, your house, your car and your wife?" A ti veš, da zdaj moramo zaradi medijskega zakona podnapisati na to, kar si zdaj povedala. Disinhrono prevedi, kaj sem rekla. Nekega lepega dne bo prišel k tebi Indic in bo rekel: "Excuse me, sir, can you give me your house, your keys?" Oprostite, gospod, mi lahko date hišo, Kis, ključe. kis. Daj gremo. Ajde, redni profesor za področje mednarodnih financ na ekonomski fakulteti Mojmir Mrak pa je med razlogi za gospodarsko krizo navedel tudi pomanjkljiv nadzor. Pojasnil je, da pri aktualnih nacionalizacijah bank ne gre zgolj za željo držav po večjem nadzoru. Boš ti videl nadzor? No, your house, your keys and your money. Hišo, ključe, denar. And your wife. Ženo. Yes, to pa je problem. Pa ne bojo prišli Indici, no, modeli, kam pa je. Ne, trenutno ni nobenega drugega, ki bi hotel kapital vložiti. Jaz mislim, da država bi bila zelo vesela, če bi se najdel kakšen stric z denarjem in dal na mesto nje par milijard evrov. Ne, teh stricov ni. Ne? In če teh stricov ni, potem lahko ti to banko pustiš ali propast. In če pustiš recimo eno banko, ki je sistemsko pomembna, propast, ne, bo to potegnilo za sabo tudi velike probleme v realnem sektorju, v ekonomiji. Se pravi, ti država rešuje banke zdajle, tole, kar se dogaja v svetu, preprosto zaradi tega, da drži stvar, če hočete, pod kontrolo. Pod kontrolo je rekel stric. Krizo že občutijo tudi naša podjetja. Predsednica uprave Trima, Tatjana Fink, je povedala, kakšni so njihovi prvi ukrepi. Za davt Indice. Ne vem, daj pokaž. Skuhati špinačo. Prvi ukrepi, ki jih delamo, seveda varčevanje kratkoročni, zelo podrobno gledamo bonitete podjetij in pa sposobnost plačil in seveda se orientiramo tudi na nove trge z novimi produkti. Jaz sem videl to piko, ko ima ona tle. Jaz sem tudi imam eno piko. To pomeni, da ona je vesolka, ker so ugrabili. Šport. Leta 1972 ugrabili vesolci in pol so me poslali nazaj. Akloni Jesenice so v odprtem avstrijskem hokejskem prvenstvu po Salzburgu včeraj izgubile še proti Beljaku. Rezultat zanimive in dinamične tekme je bil 4-3, za železarje pa so zadeli Stromberg, Hebar in David Rodman. Veliko vesolsko ladjo. Sploh ne vem, kaj ne rečem. Jaz bi rad kaj povedal, pa ne znam povedati nič na to temo, ker to ne vem, kako se to dogaja, res. Upam, da od tega čim manj. Česa ste sposobni letos? Zmagati. Prvenstvo? 100%. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Zmerno moram jaz ostati, kaj prije komentator. Tiho. Na včerajšnjih sozvočjih sveta smo v hostlu Celica ujeli zanimivo mednarodno zasedbo z imenom Okreg, ki z množico različnih inštrumentov med drugim preigrava tudi irsko glasbo. To pomeni, da jo preigravajo in da je tudi irska glasba vmes in da imajo glasbo in da je irska in da so inštrumenti in da telefon zvoni. Telefon imaš pet. Zataknila sem se. Irska glasba. Še vreme? Nekje na vzhodni obali Mehike bo definitivno mokro, vlažno, sončno in toplo. Direkt za enomesečne počitnice. Zato si ti toliko slabe vole. Zdaj moš ti težiti ljudem, kaj ne moš za tega, kaj greš na počitnice. Zakaj? Zdaj moram pa se to vedeti. A greš zraven? Se hecam. Lansko leto 1936, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej z njima. Ka mene ne bo.